Zmaji so v prvem krogu nove sezone doma v Stožicah gostili Celje. Že v tretji minuti je takole po podaji Gorana Brkića z glavo poizkušal Nathan Oduva. Anglež je bil v središču dogajanja tudi v 17. minuti, ko je prodrl po desni strani našel novinca Stefana Savića, Avstrijec pa je streljal mimo gola. Še enkrat je poskušal Oduva, tokrat po podaji Brkića in potem je s predložkom našel Alveša. Portugalec pa je prav tako kot predtem Savić streljal mimo gola. 42. minuta, prosti strel za Zmaje. Goran Brkić je stopil k žogi in s temle strelom premagal celjskega vratarja in poskrbel za vodstvo Olimpije z 1:0. Sjajen zadetek srbskega nogometaša, ki je lani v prvenstvu Bosne in Hercegovine dosegel 4 zadetke s prostih strelov. V 42. minuti je takole izjemno močno, še bolj pa natančno poskrbel za vodstvo Olimpije z 1:0. To je bil tudi rezultat prvega polčasa, kmalu na začetku drugega pa se je tudi ta spremenil. Alves je dobil žogo na sredini igrišča, podal proti Abbasu Isahu. Mladi Ganec pa je vse storil zelo rutinirano in dosegel drugi zadetek na tekmi, drugi gol za Olimpijo, svojega prvega v sezoni. Prepovedanega položaja ni bilo, Isa je stekel proti golu, pogledal vratarja, ga obšel in potem natančno zaključil za 2:0. Že nekaj trenutkov kasneje Nathan Oduva žogo ukradel na svoji polovici, odlično potegnil, preigraval, Celjani so ga zrušili, sodnik je dobro pustil prednost, Ricardo Alves je prišel do žoge in z močnim in natančnim strelom kronal svoj prvi štart v letošnji sezoni v prvi postavi z zadetkom. 51. minuta in tekma je bila praktično odločena. Alves je bil torej najkoristnejši posameznik tekme, asistenci je dodal še zadetek. V 77. minuti pa so Celjani vendarle dosegli edini gol na tekmi. Po eni izmed redkih nevarnih akcij, Lupeta je prodrl po desni, podal v sredino, kjer je Filip Dangubić z neposredne bližine žogo poslal v mrežo. Tekma se je končala zmago Olimpije s 3:1. Igor Bišćan se je veselil prvih 3 točk na klopi Olimpije in to pomeni, da Zmaji po prvem krogu zasedajo prvo mesto. V naslednjem krogu bodo igrali proti Novi Gorici v gosteh v nedeljo ob 20:20.